Res je, v lanskem letu so bile sprejete spremembe obrtnega zakona, ki je prinesel med drugim tudi prostovoljno članstvo v celotnem obrtno-podjetniškem sistemu. Dejstvo je, da se je 27. januarja izteklo to prehodno obdobje, v katerem so lahko tisti, ki pač niso želeli več biti člani, iz našega sistema izstopili. Povprečno v Sloveniji je nekje 30%, tako je tudi na naši zbornici, nekoliko čez, tako da imamo zdaj trenutno čez 900 članov, ki je ostalo in ki so dejansko se zavedajo pomembnosti podpore zbornice. Vsi tisti, ki pač so zdaj izstopili iz članstva, se pa morajo zavedati, da dejansko zdaj nimajo več nikogar, ki bi zastopal njihove interese, kajti posameznik pri zakonodajalcu ali vladi ali na ministrstvu res ne more sam nič doseči. Obrtna zbornica pa je neka organizacija, ki povezuje, ki dejansko v prvi fazi zastopa interese članov, sodeluje pri spremembi zakonodaje, poleg tega pa še nudi članom druge storitve. Se pravi, brezplačno informiranje, svetovanje, brezplačno koriščenje specialističnega svetovanja z davčnega, pravnega področja, brezplačno udeležbo na seminarjih in drugih dogodkih ali pa udeležba z nižjimi stroški oziroma z nižjo kotizacijo. Poleg tega vključujemo člane tudi v različne projekte. Ravno smo pri nas ustanovili tudi sekcijo podjetnic in obrtnic, za katero smo prepričani, da bo tudi ena izmed najbolj aktivnejših sekcij pri nas, kajti pritegniti želimo obrtnice, podjetnice, tako iz našega področja, kakor tudi iz drugega področja. Cilj je mreženje, spoznavanje novih dejavnosti in pa pridobivanje novih poslov. In prepričani smo, da dejansko z izstopom, tisti, ki so izstopili, si lahko če si izračunajo vse te bonitete, zagotovo so višje od članarine. Če pa k temu prištejemo še kartico Mozaik ugodnosti, ki je zaživela v lanskem letu, in tukaj pa lahko člani konkretno koristijo pri več kot 60 partnerjih različne popuste, je pa to zagotovo večji znesek, kot pa je celoletna članarina. Namreč članarina za samozaposlene osebe znaša na mesec 18 evrov, za vse ostale, ki zaposlujejo delavce, pa 27 evrov. In prepričani smo, da se bo veliko članov v prihodnjih mesecih tudi vrnilo, ker bodo spoznali, da eno podporno organizacijo pa vendarle morajo imeti.